Ustaljen datum izvedbe primorskih slovenističnih dnevov je spomladansko enakonočje, ko začne dan napredovati v noč. Nekako sama po sebi se vzpostavlja asociacija na kolege, ki so odšli v spomin, njihovo delo pa postaja vse bolj svetlo. Naših zaslužnih članov, ki niso več med nami, smo se pogosto spominjali. Nekaterih pa smo postavili spominske plošče. Nismo se spomnili prav vseh, naprimer Lina Legiše, Diomire Bajc, Tonice Valentinčič. Nekateri so upoštevani v okviru širših obravnav, recimo Lojzka Brus, Nadja Ambrožič, drugim smo posvetili cele simpozije, kot naprimer Martinu Jevnikarju, Borisu Pahorju, Antonu Cvirku. Nekaterih so se spomnila bratska društva, kot naprimer Janeza Dolenca, Dušana Pirjevca, da ne naštevam v nedogled. Dolžnost, da opozorim na Lojzko Bratuš in Marjana Breclja, me ni doletela slučajno, pa ne zato, ker bi bil med nami najbližje mejniku, ki so ga nedavno prestopili. Moja poklicna pot je tesno povezana z njimi, s tem sicer stopamo na področje osebnih spominov, ki se jih resni organizatorji otepajo. Nismo slučajno v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici, v knjižnici Stanislava Škrabca, na katero se številnimi ustvarjalnimi nitmi povezuje delo bibliotekarja Marjana Breclja. Po eni strani je bil tesno povezan z življenjem te župnije in samostanske skupnosti, pomembno je prispeval k osveščanju o pomenu Stanislava Škrabca, čeprav se pri kasnejših Škrabčevih dnevih sodeloval bolj oddaleč. Še tesneje pa je povezan s to knjižnico. Seveda ne s to knjižnico in s takšno, kakršno vidimo danes, pač pa z neurejenimi kupi knjig, ki so bile izpostavljene škodljivcem in so jih stisnili v 2 sobi. Kajti po drugi svetovni vojni so zaradi stanovanjske stiske sem naselili več družin. Knjižnico pa stisnili v tisti 2 sobi, kjer so bile komajda dostopne, čeprav je France Kidrič, to je oče revolucionarja Borisa Kidriča, tu že zdavnaj odkril izvod Bohoričeve slovnice. Ko so se v 50. letih iz Italije vrnile dragocene inkunabule, jih je popisal Alfons Gusman, ki mu je asistiral mladi bibliotekar Marjan Brecelj, ki je kasneje snoval svoj nov popis goriških inkunabul, ki bi vključevali tudi knjižnice v Gorici in upošteval bi vsa zapletena pravila popisovanja inkunabul, a je ostal žal ta projekt nedokončan, kot še marsikatero delo, ki ga je zastavil. Ko so v goriški knjižnici zamenjali police študijskega oddelka, je poskrbel, da so stare prišle sem in v prostem času je začel urejati gradivo. Seveda to še vedno ni bila današnja knjižnica, ki pa vendarle sloni tudi na eni izmed plasti njegovega vsestranskega delovanja. Ob Škrabčevih dnevih so se razvili različni projekti, med drugim tudi prenova knjižnice, ki je dobila današnjo podobo. Prišlo je do dragocenega restavriranja inkunabul in pod Brecljevim mentorstvom se je usposobila knjižničarka, ki skrbi in zavzeto nadaljuje delo, ki ga je zastavil. Podobno vsestransko je njegovo poklicno delo v študijskem oddelku Goriške knjižnice Franceta Bevka, v katerem je z 2 prekinitvama delal 22 let in se je z njim zrastel in je neločljivo povezan. Po eni strani si je priskrbil temeljito strokovno bibliotekarsko znanje, s katerim je odlično in učinkovito premagoval vsakodnevne težave pri razvijanju oddelka in se uveljavil v stroki, ki je njegovo delo cenila, tako da je prejel tudi najvišja strokovna priznanja, naprimer Čopovo diplomo. Zastavil in razvijal je specialne knjižnične zbirke, od rokopisne, kartografske do domoznanske, do periodike in tako dalje. V širši stroki je bil pobudnik za ustanovitev Kalanovega sklada, pisal je številne strokovne članke, pripravil študijsko poglobljene knjižnične razstave, na podlagi katerih so potem nastale
temeljite bibliografije, jih je objavil bodisi v samostojnih publikacijah ali pa vključil v knjižne in periodične izdaje. Goriška knjižnica je takrat zastavila knjižnično zbirko publikacije Goriške knjižnice, ki je kmalu zamrla, a je kasneje oživela in se še danes nadaljuje. Prav tako kmalu, že po 2 letih, je zamrla periodična publikacija Goriški knjižničar, a bi brez nje težko govorili o koreninah Goriškega letnika, ki ga izdaja Goriški muzej, in kjer se je Brecelj upokojil kot bibliotekar tamkajšnje strokovne knjižnice, ob 70-letnici pa so mu posvetili poseben zbornik. Prav tako posredno je povezan s splošno kulturno revijo Goriška srečanja in njeno naslednico Primorska srečanja. Odpiral pa je tudi povsem nova področja, kakršno je zanimanje za sinjete, bibliofilske izdaje, miniaturne knjige, ekslibrise in tako dalje. Slednje se je pahljačasto razprlo. Ob zanimivi razstavi ekslibrisov je s Pavletom Medveščkom izdal prvo slovensko mapo ekslibrisov in nekaj časa spodbudil celo društvo ekslibristov. Sam pa je tudi ustvaril zanimivo zbirko ekslibrisov. Te drobne grafike nas opozarjajo na njegovo dovzetnost za likovno ustvarjanje, saj se je na tem področju tudi sam plaho preizkušal, predvsem pa je poučeval likovno opremo primorskih tiskov, pa tudi dediščino naših župnij. Proučevanje in razvijanje duhovne dediščine naših primorskih krajev in osebnosti je v ospredju vsega njegovega širokega znanja in delovanja. Ni slučajno, da je poleg klasikov tako rekoč na novo odkril vrsto napol pozabljenih primorskih literatov. Tu je prihajala do izraza prostranost njegovega splošnega znanja, ki mu težko najdemo primerjavo. Uporabljal ga je pri vsakodnevnem informiranju uporabnikov knjižnice, v kateri je na pamet našel domala vsako izmed 10 in 10 tisočih enot. Znal pa je tudi marsikaj svetovati, ker ni ostalo prezrto in je zasluženo postal prejemnik tudi Bevkove nagrade. Po drugi strani mu je znanje služilo pri njegovem obširnem leksikografskem delu. Kot avtor je sodeloval pri številnih leksikonih, v marsikaterem najdemo tudi geslo o njem, sam pa je zastavil in domala sam pisal prve zvezke primorskega slovenskega biografskega leksikona, ki ga je dokončal Martin Jevnikar s številnimi sodelavci. Poleg tega pa ga je to pripeljalo tudi med pisce slovarjev. Malo opazen, a dragocen je njegov furlansko-slovenski slovar. Na to področje pa sodi tudi malce bizaren brazilsko-slovenski slovar, ki je njegovo zadnje objavljeno knjižno delo, čeprav je tudi snoval nadaljevanje, slovensko-brazilski slovar, a je žal ostal nedokončan. In tudi mi ne moremo v odmerjenem času povsem dokončati tega profila, ki se je oblikoval domala 90 let na široki paleti različnih področij. Ena izmed pesnic, ki so zanimale Marjana Breclja, je tudi Ljubka Šorli, o kateri je poglobljeno pisal med prvimi. Uredil pa je tudi njene prve samostojne knjige. Ko je hodil na njen dom v ulici Uga Foskola v Gorici, je seveda pobliže spoznal tudi njegovo hčerko in praktično svojo vrstnico Lojzko Bratuš, s katero sta potem marsikdaj tudi plodno sodelovala, povezovalo pa jo je tudi soustvarjanje s številnimi italijanskimi in furlanskimi intelektualci. Obsežno in mnogostransko delo Lojzke Bratuš je bilo večkrat predstavljeno strokovni in širši javnosti. Če ne upoštevamo recenzij v strokovnem tisku, sprotnih poročil o njenem delu in takšnih pogovorov, kakršen je bil tisti, ki smo ga imeli na Goriškem muzeju, potem tudi sam tokrat vsaj 7. predstavljam strokovno in znanstveno delo profesorice Lojzke Bratuš. Poleg utemeljitve predlogov, da postane častna članica Slavističnega društva Slovenije in da prejme odlikovanje Republike Slovenije, sem pripravil tudi geslo o njenem delu v enciklopediji
Slovenije in za nastajajoči slovenski biografski leksikon, kar je dostopno tudi na spletnem biografskem leksikonu primorci.si. Navedena priznanja niso edina, ki jih je prejela častna občanka Mestne občine Nova Gorica. Oblikovala sta jo tudi papež, predsednik Italijanske republike in predsednik Republike Slovenije. Društvo slovenskih izobražencev v Trstu pa ji je podelilo priznanje vstajenje. Ta odbor je sama vodila vrsto let in tako smo pri pomembni razsežnosti njenega dela, ki ni zaprto v slonokoščeni stolp visoke znanosti, vedno je zmogla tudi požrtvovalno in obsežno delovanje v različnih kulturnih društvih in cerkvenih organizacijah zamejskih Slovencev. Bila je članica različnih komisij, soustanoviteljica različnih združenj, pogosto javna govornica. Sodelovala je pri urejanju publikacij Mohorjevih družb v Gorici in Celovcu. Imela je vidno vlogo pri združenju cerkvenih pevskih zborov na Goriškem ter svetu slovenskih organizacij. Delovala je tudi kot zborovodkinja in organistka ter proučevala glasbena dogajanja na Goriškem. Zato je razumljivo, da imajo vse moje predstavitve njenega dela skupno težavo zaradi omejenega prostora. Od prvih strokovnih objav v 70. letih prejšnjega stoletja pa do danes ni le dolgo časovno obdobje, pač pa gre tudi za zavidljivo število objavljenih del. Opak, Servizio Bibliotecarie Nazionale in Italia, omenja 24 njenih monografskih publikacij, vendar podobna slovenska referenčna mreža Cobiss navaja več kot 170 not, oziroma 44 knjižnih objav, med katerimi je ducat takšnih, kjer je edina ali prva avtorica. Gre torej za širok razpon strokovnega razvoja ter za široko delovno področje, ki ga lahko razvrstimo v naslednje sklope. Proučevala je literarno zgodovino na Goriškem, širše je posredovala slovensko literaturo med Italijane in Furlane, urejala je vrsto pomembnih knjig v slovenščini in italijanščini, pedagoško je delovala na sekundarnem in terciarnem nivoju. Če omenimo samo zadnje področje, naj opozorim na učbenik, pravzaprav na tretje berilo za slovenske višje šole od realizma do moderne. Uredila ga je skupaj z Marijo Pirjevec Paternu. Prvič je izšel 1981, kateri kasneje pa je bil ponatisnjen. In če sem prav poučen, se še vedno uporablja, kar samo po sebi govori o kvaliteti in pomenu. Od 1975 do upokojitve 1999 je bila redno nastavljena na Filozofski fakulteti za tuje jezike in književnosti na Videmski univerzi, kjer je poučevala slovensko književnost. Kot gostujoča profesorica je predavala tudi na univerzah v Trstu in Novi Gorici, čeprav zaradi spleta okoliščin na rednih razpisih ni napredovala po pričakovanjih. Istočasno je kot referentka in organizatorica sodelovala na strokovnih in znanstvenih srečanjih, med drugim na slavističnih kongresih, simpozijih Teološke akademije v Rimu, na simpozijih SAZU in tako dalje. Ukvarjala se je tudi z leksikografijo. Samo v Primorski slovenski biografski leksikon je objavila več kot 40 gesel. Kot dobra poznavalka furlanščine se je spopadala tudi s slovaropisjem in sodelovala s Furlani, naprimer s takšnimi intelektualci, kot je bil Celzio Markor, in ustanovami, kakršno je Furlansko filološko društvo. Med zgodovinske teme o literarnem in kulturnem dogajanju na Goriškem se logično vključuje njeno proučevanje najstarejših, še neobjavljenih slovenskih rokopisov prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela Atemsa. V slovenščini in italijanščini je objavila 2 samostojni knjigi o njegovih slovenskih pridigah. Dejstvo, da je prvi goriški nadškof v 18. stoletju
in po rodu iz ene najuglednejših goriških plemiških družin pridigal tudi v slovenščini, ima epohalen pomen, ki ga še nismo povsem primerno vključili v naš kolektivni spomin in vrednostni sistem. Pri vrednotenju teh spomenikov naj samo spomnimo, da je ozemlje goriške škofije obsegalo več slovenskega nacionalnega prostora, kot ga je vključevala ljubljanska škofija. Poglabljanja v literarno in kulturno dogajanje na Goriškem je strnila v 3 obsežne in reprezentativne knjige, ki obravnavajo literaturo od prvih znanih slovenskih rokopisov pa vse do najnovejših literarnih upodobitev Gorice v poeziji in prozi. Značilno je, da to delo ni zanimivo le za lokalpatriote, ki lahko svojo domovinsko ljubezen primerno poglobijo. Marsikaj se iz njih lahko naučijo tudi Slovenci v osrednji Sloveniji, zato ni slučajno, da je goriško knjigo izdala Slovenska matica v svoji seriji o pokrajinskih središčih v Sloveniji. In tretja dimenzija teh knjig. Knjiga lahko nagovori tudi Italijane, ki vedno znova ugotavljajo, da premalo ali nič ne vedo o kulturnem in umetniškem bogastvu tako imenovane druge strani Gorice. Žal se marsikdaj izkaže, da marsičesa tudi nočejo vedeti, kot se je na primer pokazalo o praznovanju tisočletnice Gorice. Jubilej tisočletnico smo ponosno praznovali vsi, Slovenci, Italijani, Furlani, da eni so povsem zavestno prezrli, da je prva omemba Gorice pred 1000 leti povezana s slovenščino. Posredovanje slovenske literature v italijanski prostor in sodelovanje Lojzke Bratuš z italijanskimi strokovnjaki zasluži izčrpnejšo pozornost, kot je mogoča tokrat. Gre za ustvarjalni krog kulturno-znanstvenih ustvarjalcev, ki sodelujejo pri številnih projektih. Nekaterim, ki so postopoma postali dobri znanci, če že ne prijatelji, je pomagala Lojzka Bratuš razpreti svet, brez katerega bi bili siromašnejši.